Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Pozdravljam v studiu, v katerem je dobesedno sladko kot med, Jožeta in Zvonko Plut. Pozdravljena. Dober dan. Pozdravljeni. Dober dan. Sta čebelarja. Ja, Odkot? Dvora pri Žužemberku. Čebele imamo na Kočevju. Kočevskem in v Suhi krajini. Koliko časa sta že čebelarja? Jaz sem 25 let, on je pa že zelo dolgo. 45. Pa se je prenašalo to iz roda v rod ali vajna odločitev? Ja, Kokbir je, ko zdaj 70 let je že tradicija naša. Od leta 1950. Kaj vse se je spremenilo v tem dolgem času pri čebelarjenju? Znanje sta ga podedovala od prednikov. Se danes kako drugače vidva lotevata odnosa s čebelicami, kako sodelujeta z njimi? Enako, samo Zelo veliko se je spremenilo. ja, Narava vreme, je, narava. narava je, kako bi rekel, zelo Nepredvidljiva. kako hočem reči, tako. nepredvidljivo, pa tudi grdo smo naredili s to, mislim, z naravo. Ne? In to se v čebelnjaku, v tem zelo krhkem ekosistemu zelo hitro pokaže. Ja. Imate pa Sigurno. veliko panjev. Tam okrog 200. panj imamo. 200 panjev. Ja. Vsak panj svoja družina. Vsaka družina ima svojo mamo, matico. Kdaj pride do nesporazumov, ker imate vele mesto čebelje? Ja, tudi. Ne. Včasih tudi. Če kakšna matica umre, pa pol druge napadajo. Česa vsega ste se naučila v vseh teh letih opazovanja in dela s čebelami? Veliko. Da so čebele drugače organizirane kot mi. Tam je disciplina. Ko prvojake, včasih. Takoj, ko pride, ko se čebela izleže, opravlja, Svojo nalogo. dela od čiščenja panjev do Hranjenje krmljenja, do hranjenja tega podmladka. 21 dni se tako dogaja v panju, pol začne pa počasi nabirati. Gre počasi v naravo, ne? Če so dani pogoji za to. Ne? Ker imate 200 panjev, koliko časa vam to vzame? Skrb, delo, čiščenje. Vsak dan, vsak dan. To sproti vidiš, kaj je treba pri čebeli. Ne, če odpreš, ti en panj pa drugega nista enaka. Vsak je drugačen. Pozimi Pozimi, mi rečemo, so bolj dela doma. Ne? romke, kakšnega pobarvati, spucati, napeljati, pol dati satnico not, da daš graditi. Na tem našem območju pridelujemo v glavnem lipov med, imamo lipo. Tukaj na Kostajno imamo hojo, potem imamo gozdni med tudi, glejte, ga ni, ne? Cvetličnega medu več ni. Košnja se začne zdaj že kar s 1. majem, ne? In čebele nimajo kaj vzeti več, veliko prezgodaj. To se V Sloveniji smo navezani tudi na med, na to sladkobo. Veliko je ponaredkov. Veliko je uvoženega medu, ne? Po 3 evre pa pol, 3,50 €. Imate tudi Dogaja certifikat? se vse sorte. Nimamo ta ekološki, ne? Ker jaz bom tako rekel, ne ekološki danes. Ne more biti. Jaz bom rekel ekološko, pa takrat, ko se bomo vozili s kolesi vsi, bom rekel, zdaj Kočevska Suha krajina, ni to prometna, pa ni, ampak je, ne moramo reči, da je ekološko, ker je, prenese prah, čas vidimo, da so avtomobili rjavi, ne, tako pa prenese verjetno tudi strupelj, tu ne vemo več, težko. Ja, čebelicam zdravja, tudi vam veliko veselja še naprej. Hvala lepa tudi za vam. med, ki ga bomo mi okušali v naših radijskih prostorih. Upam, da sta s tem prinesla tudi simboliko, da bo sladko to leto, da bomo pridni kot čebelice. Veliko veselja in še enkrat hvala lepa za čebelji sladek medeni obisk v Hvala našem vam. Hvala tudi studiu. vam. Hvala vama. Jožetu in Zvonki Plut, ki pa ju srečamo, kje prodajate svoj med. Na domu, ali pa v čebelnjakih, ne, Ja. ker imamo čebelnjake, imamo mi 3. Lašče, malo lip je dvor. Lašče, tam imamo največ na lašče, tam tudi točimo. Ne tele, velike lašče, pri Kočevem pa lašče med dvorom pa med Kočevjem. Tu je od dvora proti Kočevju, če ste se vozili, so ene lašče tudi, ne te velike lašče, na one lašče. Tako. Recimo jaz v trgovini čas pogledam, majhen, On se merem pogleda, če pa je, če preveč Tekoč. voden, ni dobro. Med mora biti Bolj gost, mora biti gost. Cel se mora strati. Hoja Če je ta prav. Ja, cel kozart, sigurno. Če spodaj nekaj trdega, pa je gor tale Tekočina. Tisto sigurno ni ta prav. Je slabo, ne. Hvala tudi za te namige. Ja. Zakladi naše dediščine.